Bog je dober. Amen. In če si danes tu, verjemi, da nisi slučajno, ampak te je Bog pritegnil v tvoje srce, da ti pove in ti pokaže, da ima poseben namen za tebe. In danes se mi ena vrstica porodila, pravi v Psalmu 24: Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je to kralj slave? Gospod, silen junak, Gospod, junak v boju. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je ta kralj slave? Gospod nad vojskami, on je kralj slave. Dajmo dvigniti svoje glave, dajmo predati ta večer, popoldne, svoje srce, svoje misli in dajmo vstati in dajmo njemu vso slavo in čast. Jezus imenu, hvala. Zgleda, kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Zgleda, kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Zgleda, kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke, tako. Zgleda, kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Zgleda, kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Zgleda, kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke. Zgleda, kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Zgleda, kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Zgleda, kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke. Slavim tebo, tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke. Slavim tebo, tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke, tako bojujem svoje bitke. Slavim tebo,
kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Zgleda kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Zgleda kot da sem obkrožen, ampak sem obkrožen s teboj. Gospod, daj nam srca slavilce, ki slavijo v duhu in resnici. Amen. Odpri oči nam, Bog, želimo te videti. Odpri nas srca, da te spoznamo. Odpri ušesa nam, Bog, da slišimo tvoj glas. Jezus, pridi k nam in se nam razkri. Odpri oči nam, Bog. Odpri oči nam, Bog, želimo te videti. Odpri nas srca, da te spoznamo. Odpri ušesa nam, Bog, da slišimo tvoj glas. Jezus, pridi k nam in se nam razkri. Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu. On je zmožen, sprejmi nas, Jezusa bi videli. Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu. On je svest, približajmo se ti, Jezus, pridi se razkri. Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu. On je zmožen, sprejmi nas, Jezusa bi videli. Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu. On je zvest, približamo se ti, Jezus, pridi se razkri. Odpri vrata, Jezus, razkri svojo slavo. Odpri vsak narod za svoje kraljestvo. Odpri nebesa nam, Bog, izli svetega duha. Jezus, pridi k nam in se nam razkri. Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu. On je zmožen, sprejmi nas, Jezusa bi videli. Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu. On je zvest, približamo se ti, Jezus, pridi se razkri. Odpri oči nam, Bog, odpri oči nam, Bog, želimo te videti. Odpri nam srca, da te spoznamo. Odpri ušesa nam, Bog, da slišimo tvoj glas. Govori nam, Jezus, pridi k nam in se nam razkri. Bog je tu, Bog
razkri svojo slavo. Odpri vsak narod za svoje kraljestva. Odpri nebesa nam Bog, izli svetega duha. Jezus, pridi k nam in se nam razkri. Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu, On je zmožen, sprejmi nas, Jezusa bi videli. Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu, On je zvest, približamo se ti, Jezus, pridi in se razkri. Svet si. Svet si, pojmo svet si. Aleluja, Bog je tu. Svet si, pojmo svet si. Aleluja, Bog je tu. Svet si. Svet si, pojmo svet si. Aleluja, Bog je tu. Svet si, pojmo svet si. Aleluja, Bog je tu. Svet si, pojmo svet si. Aleluja, Bog je tu. Svet si, pojmo svet si. Aleluja, Bog je tu. Jezus, naj Slovenija vidi tvojo slavo. Aleluja. On je tu v tej deželi. Amen. Da je
je ta dokaz, da je Duh Gospodov tu prav zdaj. Prostor ta preplavi, naša srca izli, tvoja smo prišli, da bi izkusili tvoja prisotnost. Prostor ta preplavi, naša srca izli, tvoja smo prišli, da bi izkusili tvojo prisotnost. Sveti Duh, o Sveti Duh, na nas izli tvojo prisotnost. Ti vladaj tu, kralj zdaj deluj, tu kot v nebesih. Sveti Duh, na nas izli svojo prisotnost. Ti vladaj tu, kralj zdaj deluj, tu kot nebesih. Spreminja atmosfera se, ker je Duh Gospodov tu prav zdaj. Okoli nas je ta dokaz, da je Duh Gospodov tu prav zdaj. Prostor ta preplavi, naša srca izli, tvojo ljubezen. K tebi, Bog, smo prišli, da bi izkusili tvojo prisotnost. Zdaj čudež se lahko zgodi, ker je Duh Gospodov tu prav zdaj. Okoli nas je ta dokaz, da je Duh Gospodov tu prav zdaj. Prisotnost je resnična. Ti si bolj resničen kot tla pod nogami, bolj resničen kot zrak, ki ga diham. Bližji si mi kot koža in kost, bližji si mi kot pesem, ki pojem jo. Resničen si, kot tla
zrak, ki ga diham. Bliže si mi kot koža in kost. Bliže si mi kot pesem, ki pojejo. Aba, jaz pripadam ti. Aba, jaz pripadam ti. Aba, jaz pripadam ti. Aba, jaz pripadam ti. Jaz pripadam ti. Aba, jaz pripadam ti. Tvoj je resničen. Tvoj resničen si kot tla pod nogami. Bolj resničen si kot zrak, ki ga diham. Daš mi vrednost, živiš v meni. Aba, jaz pripadam ti. Aba, jaz pripadam ti. Aba pomeni oče. Aba, jaz pripadam ti. Aba, jaz pripadam ti.
ljubiš me, ljubiš me. Ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, o Bog. Ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, o Bog. Videl sem mnoge iskati resnico, vse povsod, a vem, da ti si edini, ki vse odgovori imaš, ker ti veš prej, kot izrečemo, kar potrebujemo. Dober, dober si, Oče, to si ti, to si ti, res to si ti in ljubiš me, ljubiš me. To sem jaz, to sem jaz. Dober, dober si, Oče, to si ti, to si ti, to si ti. Ljubljen sem, to sem jaz, to sem jaz, to sem jaz. Te ljubezni ne da se zanikati niti izraziti, ta mir ne razložuje besede. Ves moj razum, ko še globlje kličeš me, ko še globlje kličeš me. V ljubezni svojo. Dober, dober si, Oče, to si ti, to si ti, res to si ti. Ljubljen sem, to sem jaz, to sem jaz, to sem jaz. Ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, o Bog. Ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, o Bog. Ja, Jezus, Ja, Oče, samo tvoja pot je dobra, samo tvoja pot je popolna. Hvala ti, da nas si ti prvi ljubil, da se lahko imenujemo tvoji otroci. Zamislimo, spomnimo se na prvo ljubezen, ko nas je prvič dotaknil, ki nas je poklical k sebi, ko je rekel: ti si moj sin, ti si moja hči, ti si moj otrok. Kaki privilegij imamo, da se imenujemo Božji otroci. Hvala ti, Gospod, da ti skrbiš za nas. Hvala ti, Jezus, da si dal življenje za nas. Hvala ti, Jezus. Ja, Sveti Duh, mi rabimo tvoj ogenj, da se dotakneš naših src, da spet gori tista prva ljubezen, da bo ljudje videli, da bo prepoznali, da smo tvoji otroci, da smo tvoji sinovi in hčere, ko bo žareli naši obrazi. Haleluja. Ja, dober si, Oče. Bog mi je dal eno besedo par dni nazaj in je rekel, povej to svojemu ljudstvu,
Bog želi, da veš, da je zate pripravil novo sezono, da te dvigne na nov nivo. Pravi, pusti vse staro za sabo. Če so te prizadeli in ranili tvoje srce, vedi, da je to zato, da zrasteš v veri. Odpusti in idi dalje, kamor te vodi on. Včasih se moramo enostavno distancirati od določenih ljudi, od določenih učenj. Ne gojiti zamere v srcu. Predaj to Bogu. Če te karkoli muči, predaj to Bogu. On, njegova roka stegena in želi, da mu predaš, da on skrbi za tebe, da te lahko izpolni in te vodi v tvoj namen, ki ga ima za tvoje življenje. Vprašaj ga, kako te on vidi, kaj dela v tvojem življenju, v kakšen namen te je poklical. Zdaj je čas, da se zavedaš njegove moči in mu dovoliš, da deluje skozi tebe. Še enkrat pravi, predaj se mi, da te lahko dvignem na nov nivo in ne pozabi, kaj pravi v novi zapovedi. Ljubite drug drugega, kakor sami sebe. In pravi, ker sem jaz prvi ljubil, ljubite tudi vi. Hvala ti, Oče, da nas ljubiš. Hvala ti, da se zavejamo te ljubezni, vsaki dan tvoje dobrote, tvoje milosti. Ja, Sveti Duh, deluj skozi naše življenja, mi se ti predajamo vsa področja, od financ, od družine, od naših prijateljev, naših sorodnikov, naše službe, naše kariere. Tebe kličemo, Sveti Duh, v vsako situacijo. Nočemo se zanašati na sebe, ne z našo močjo, ne z našo miselnostjo, ampak s tvojo močjo, Sveti Duh. Hvala ti. Dober si, Oče, to si ti, Hristos si ti in ljubljen sem, to sem jaz, to sem jaz, to sem jaz. Dober si, Oče, dober si, ti ljubiš me, ja, ljubiš me, ljubiš me, ljubiš me. Dober si, Oče, dober si, ti ljubiš me, ljubiš me, ljubiš me, ljubiš me. Ker popolne so tvoje poti, ker popolna je tvoje poti, ker popolna so tvoje poti zame. Ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, o Bog. Ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, o Bog. Dober si, Hristos si ti, ljubljen sem, to sem jaz, to sem jaz, to sem jaz. Dober si, Oče, dober si in ljubljen sem, to sem jaz, to sem jaz, to sem jaz.
Jezus, tvoje ime razglašam v veri. Nad vsakim umom, srcem, mislijo, ker vem, da mir v prisotnosti je tvoj. Kličem Jezus. Jezus, tvoje ime razglašam v veri. Dokler ni zasvojenost izlomljena, v tebi upanje je in svoboda. V imenu Jezus, v tem imenu, v tvojem imenu, močno zdravljenje, življenje je. Lomi trnjave, luče v temi, tvoje ime. V tvojem imenu, močno zdravljenje, življenje je. Lomi trnjave, luče v temi, tvoje ime. Jezus, tvoje ime razglašam v veri. Nad tesnobom, strahom in skrbmi, nad vsako dušo v depresiji, kličem Jezus. V tvojem imenu, močno zdravljenje, življenje je. Lomi trnjave, luče v temi, tvoje ime. V tvojem imenu, močno zdravljenje, življenje je. Lomi trnjave, luče v temi, tvoje ime. Razglašam z vrha gore in na ulici, Jezus, luč v temi, ti si nad sovražniki. Vlada v mojem domu, naj sveto ime doni, Jezus. Razglašam z vrha gore in na ulici, Jezus, luč v temi, ti si
Bog želi, da se zavedate, da se zavedamo, da nam je dal avtoriteto. In v imenu Jezus mora vsaka tema, vsaki duh se pobrati. In mi smo postavljeni v svoj dom, v svojo družino, na svojo delovno mesto za avtoriteto. Bog želi, da se tega zavedate v tem večeru in vse dni do konca življenja. In on pravi, jaz bom z vami vse dni do konca sveta. Hvala slavilnemu bendu. En aplauz. Je pričevanje po eni strani. V bistvu je ravno danes zjutraj bilo, da sem brala svetopismo in imam pač običaj, pač preden molim, prosim Boga, da mi razodene njegove stvari, njegovo besedo, da mi jasno da pokazati. In sem brala Mateja, pač Jezusovo rojstvo. In prvo, kaj mi je stoplo pač to, da ko je Marija zanosla s Svetim duhom, je v bistvu Jožefu se prikazal Gospodov angel in mu je govoril in mu je povedal pač vse je okej. In potem je bilo v bistvu tak, da je, ko so trije modreci šli, jim je isto se prikazal pač duh in pravzaprav je bilo tak, da ko je Marija polorodila Jezusa, so prišli trije modreci in tem trem modrecom je pač se prikazal duh in jim je rekel, pojdite, ne pojdite do Herolda, pač pojdite. Glavno, moje bistvo je bilo, da sem bila ful Bog, pa kaki cari so oni, ti si jim ful govoril, ti si jim dal opozorila, zaradi tebe so bili rešeni, so bili speljani, so bili potolaženi, dejansko so te ubogali. In potem me je Bog spomnil enega mojega pričevanja, ki je bilo pred leti, v bistvu že kar nekaj let nazaj, ravno tukaj smo imeli en dogodek, ki se mislim, da je rekel nadnaravno življenje ali nekaj takega je bilo. In sem delala v zadnji vrsti. Vem, da smo bila z mojim možom še čist na začetku, v bistvu, kaj smo sploh sprejela Jezusa. In sredi tega dogodka je prišel poleg mene en mlad fant, ki sem ga prvič v življenju glavno videla in poleg njega je pa bil en pastor, ki sem ga na videz poznala iz Celja. In meni celi čas, ko je ta fant sedel poleg mene, v meni nekaj non-stop, če tega nisem sploh vedela, kaj to sploh je, ampak vedno sem imela tisti občutek, povej mu, da bo z njegovo punčko vse okej. In jaz sem bila okej, ne, jaz ga ne poznam, sploh ne vem, kdo je, ne morem, ful sem se kregala sama s sabo v svoji glavi, in bilo še drugič, povej, da bo z njegovim otrokom vse okej. In sem bila prav pa ne morem izpad dobesedno bedak, pa kaj če pa sploh nima otroka, jaz ne vem sploh, kdo je, kaj se sploh gre. In je bil res še tretjič ful močni občutek, povej mu, da bo z njegovim otrokom vse okej. In jaz sem bila ne bom, prav res tisto, ko imaš, ne bom, ne vem, kdo sploh je. In zgodilo se je v bistvu to, da čez par minut med odmorom sta se ta dva, ki sta sedela poleg mene, vstala in sta šla. In jaz sem dobila ful taki, pač čudni občutek mi je bilo. In čez mesec dni kasneje sva bila na obisku pri najinem prejšnjem pastoru v Mariboru in pride ta, ki je sedel poleg njega, torej ta pastor, ki je sedel poleg tega fanta, za pač kar sem jaz dobila besedo. In kak sem ga videla, sem letela do njega in sem rekla, pač se spomniš, si bil takrat na dogodku z enim fantom? In pravi on, ja. In pravim, jaz ne vem zakaj, ampak jaz ti to moram povedati in te moram vprašati, rabim potrditev. In pravi, pač ja, kaj je bilo? In pravim, pač sedela sta poleg mene in jaz sem celi čas imela en glas v sebi, da naj povem temu, ki sedi poleg mene, da bo z njegovim otrokom vse okej. On mene pogleda z solzami v očeh in mi pravi, ravno tisti dan, tisti trenutek so operirali njegovo 3-letno punčko hčerko in je pač imela ful težko operacijo. In sem bila okej, o moj Bog. In ravno danes pač sem res, ko sem brala pač svetopismo, ko je pač me Bog nagovoril,
kak Bog govori. Bog govori še vedno dan danes in pač iz te moje zgodbe, takrat sem si res sama pri sebi rekla, ne glede na to, kak se tebi zdi čudno, kak se tebi zdi ono, ne, no go, nima smisla dobenega. Mi nikoli ne vemo konc koncev, kaj ima to smisel za nekoga drugega in pač samo danes sem vas želela spodbuditi, da je pomembno, da to, kar slišimo, to, kar je, čeprav za nas ni, je za nekoga mogoče ful pomembno. In pač ravno prej je bilo, celi čas sem se spet kregala sama sabo, ne hodi, ne govori tega, ne. Ampak ne bom ponovila več iste napake, no. Samo to sem želela. Ja. Še kdo? Jaz ne bom imel pričevanja, jaz bi sam rekel, da med slavljenjem sem dobil besedo glede kajenja, tako da če se kdo še vedno bori s to odvisnostjo, lahko molimo pol za njega, oziroma če želi, no. Ja, na koncu. To je to. Če ima pa kdo še pričevanje, pa kar. Jaz nijem. Če še ima kdo drugi? Čeprav res imam malo, mislim, vedno imam nekaj v rokavu, ne, če sploh kot ti nekdo dovoli, da govoriš, pol pač včasih sem mislil, da sem ful introvert, pol pa sem videl, da moče pa res ni tak, ne, da Sveti Duh te spremeni, ne, ko on želi, ne. In ja, res imel ful včasih tremo govoriti pred ljudmi in to, ampak ne vem, vse za Božjo slavo, ne. In je bilo zadnjič, ko sem govoril, ko sem šel prvi službo in sem pač molil, da kamorkoli stopimo stopalo, da je luč v meni in da mora tema trepetati, sem zadnjič na delovnem mestu ravno povedal temu fantu, pač, da sem dal svoje pričevanje, ne. In pravi, veš, da je res, ne, ko si ti stopil, je del mene tako močno zakričal, no, sploh sem bil neki zmeden in da so se mi kar roke zatresle in pač šalca padla, ne. In pol pač je bilo spet možnost iti globje Božjo resnico in molim, da se ga Bog dotakne in da res, da spozna njega. V Zagrebu sem se naučil eno stvar, ko smo bili enkrat na konferenci. Spoznaj Božje principe in blagoslovi bojo tvoj. Tako da bo Benga kar več povedal o Božjih blagoslovih. Glory be to God. Slava bodi Gospodu. God is good. Gospod je dober. I want us to know that we are blessed people. Želim, da veste, da ste blagoslovljeni And the blessing of God is upon our lives. in blagoslov Gospodov je nad našim življenjem. But this evening is another time to be blessed in the presence of God. In današnji večer je še en dan, da smo blagoslovljeni v njegovi prisotnosti. Because offering time is always a blessing time. Ker je čas dajatev vedno čas blagoslovov. We will just remind you one important reason why we must always give to our Creator. Rad bi vas spomnil na eno stvar, zakaj je pomembno, da dajemo našemu Gospodu. This is why we take you to the book of Deuteronomy 8:18. Zato vas bomo popeljali v knjigo 5. Mojzesova 8. poglavje, vers 18. It says that, and you shall remember the Lord your God, for it is He who has given you power to get wealth. A spomni se Gospoda, svojega Boga, kajti on je tisti, ki ti daje moč, da si lahko pridobiš bogastvo. That He may establish His covenant which is sown to your fathers as it is these days. Zato, da uresničuje, kakor to dela danes, svojo zavezo, ki jo je s prisego sklenil s tvojimi očeti. What that verse is telling us is that Kar nam ta vers pravi je to, everything we have in this life, kar imamo v tem življenju, everything we have acquired, vse, kar smo dosegli, was given to us by God. nam je bilo dano od Boga. And for this reason, In iz tega razloga we must show appreciation to Him. moramo pokazati hvaležnost. And this is in our tithe and our offering respectively. In to je, da spoštljivo dajemo daritve in desetino. As He's blessing us, as He's providing for us, we should always remember Him, to honor Him in return.
ko nas blagoslavlja, moramo vedno to spoštovati in mu vračati nazaj. And as you do this, may the Lord continue to bless you in Jesus' name. In ko to delate, naj vas Bog blagoslovi v Jezusovem imenu. Haleluja, Oče, dajemo ti slavo in čast za to, kar delaš v naših življenjih. Haleluja, hvala ti za to globoko delo Svetega Duha, da lahko vstopimo v nove sezone, Oče, da lahko vidimo odgovore na vse molitve, ki smo jih molili med slavljenjem, Oče, v svojem osebnem času s tabo. Haleluja, da prideš in odgovoriš na to hrepenenje in lakoto, ki si jo dal v naša srca, Oče. Haleluja, ker ti si dober Bog. Ti daješ Svetega Duha svojim otrokom. Haleluja. To je najboljši dar, ki obstaja in ti nam daješ, haleluja, večjo in večjo mero. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Mi ti odpiramo srca za globoko delovanje tvojega Duha. Haleluja, in se veselimo v tvoji prisotnosti. Strinjamo se s tabo, da je Kristus v nas, upanje slave. Haleluja, naj bo Kristus poveličan v nas. Haleluja, on je Gospod, on je kralj nad kralji, njegovo ime je nad vsakim drugim imenom. Hvala ti, Oče, hvala ti, Oče, hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče. Haleluja. Prejšnjo nedeljo smo imeli čudovito besedo o Jezusu, o tem, da je lev in jagnje. In ta imena predstavljajo, opisujejo njegov karakter. Je in pogumen in zmagovalec, je in krotek in ponižen, poslušen Božji služabnik. In sem si zapomnil, da je lev samo enkrat omenjen v razodetju. Jezus kot lev iz korenine Judove, kot jagnje pa tam okoli 30-krat. Tako da veliko večji poudarek je na tej njegovi ponižnosti in vlogi služabnika. Čeprav je bil v podobi Boga, se je ponižal, postal človek, v vsem nam enak. Izkusil bolečine, žalost, trpljenje, tako kot mi. Edin greha ne. Vemo, da ni grešil. In zato je lahko bil brezmadežno jagnje darovano za nas, za naše grehe. Njegova kri, prelita na križu, opere vsak naš greh. Haleluja. Tako da danes, zdaj, če veruješ v Jezusa, da je resnično Božji sin, da je resnično Božje jagnje žrtvovano zate, si opran greha. V Božjih očeh si pravičen, svet brez madeža. Ljubljen, dragocen. Haleluja. Haleluja. Ampak so stvari, čez katere smo šli v našem življenju, ki nas omejujejo v izkušanju te ljubezni. Jezus je rekel, da v življenju bomo imeli preizkušnje, bomo šli čez težave. In eden od razlogov je, ker Bog noče, da smo mi supermeni, ki nimamo stika z realnostjo ljudi tega sveta. Tako tudi Jezus, on ni prišel kakor supermen. On je prišel kakor neboglen dojenček. In pol je 30 let živel kot navaden človek. Nobenega čudeža njegovega ni zabeleženega. Dokler ni Sveti Duh z močjo prišel na njega in je vstopil v službo, ki je Bog imel za njega. Tako da, če vidimo to sliko, kako je Bog pripravil svojega sina, da je bil popoln Božji služabnik, da je popolnoma predstavil
nebeškega očeta tukaj na zemlji, mi, ki smo njegovo telo, cerkev Jezusa Kristusa, smo tudi formirani v njegovo podobo. Namenjeni smo za to, da pravilno predstavimo nebeškega očeta temu svetu, tako kot ga je Jezus. In ena od stvari, čez katere moramo iti, so težave in preizkušnje, čez katere grejo tudi ljudje v tem svetu. Čez ene smo šli, preden smo prišli k Jezusu, čez ene smo šli, odkar hodimo z Jezusom. Haleluja. Živimo v nepopolnem svetu, lahko začutimo bolečino, lahko se spopadamo z boleznijo, vse te stvari so resnične. Ampak je bistvena razlika. In to je, Bog je s tabo. Zdaj je Bog s tabo. Nisi več sam. In zdaj veš, kaj pomeni premagati te težave in te bolečine skupaj z Bogom. Sprejeti ozdravljenje od njega. Haleluja. Tako da verjamem, ena od stvari, ki vstopamo v novo sezono z Bogom, je to, da odstrani te ovire v našem življenju, ki so posledica travm, nesreč, nezgod, čez katere smo šli, bolečine, ki so nam jih prizadeli in niso bile ozdravljene. Zdaj vsekakor psihološka terapija pri temu pomaga, zato ker pomemben vidik ozdravljenja je to, da začnemo drugače razmišljati, da začnemo spet razmišljati na temu področju, tako kot Jezus razmišlja. Ja, ker bolečina v telesu ali pa duševna lahko povzroči to paraliziranost, občutek, ne morem več naprej, zdaj sem obtičil. Ampak z Bogom lahko greš naprej. Nisi obtičil, ne je mogoče, da si obtičil z Jezusom. Sveto pismo pravi, kjerokoli preizkušnji se znajdete, je Bog že pripravil milost, pomoč, ki jo potrebujete in izhod iz tega. Haleluja. Tako da v tej veri prihajamo pred nebeškega očeta, se zbiramo okoli njegove mize in veste, kaj je na mizi dobrega očeta. Dober dišeč kruh, ne? Mislim, ima kaj za prigrizant, ima kaj za popit. In to je slika tega, kar on dela v naših življenjih. Tako kot kruh in pijača nahranita naše fizično telo, tako delovanje Svetega Duha in Božje besede v nas nahranijo našega duha, ozdravijo našo dušo. Haleluja. Tako da hvala Bogu za službo svetovanja, za darove Svetega Duha, besede vednosti, besede modrosti, razločevanja duhov. Vse te stvari nam pomagajo prideti ven iz naših omejitev, prideti ven iz vsakega zapora. Ampak to, kar verjamem, da nas Bog spodbuja, je, da mu verjamemo za pospešitev njegovega delovanja. Haleluja. Zato, ker ta kruh, ki je Jezus rekel, da naj delamo to v njegov spomin, naj ga lomimo in se spominjamo njegove smrti na križu in si delimo to med sabo, ker smo eno telo, tako kot je ta kruh en, predstavlja ozdravljenje Boga. In že sam drobtine tega kruha so bile dovolj, da je šel demon iz hčere ene poganke, ki je prišla k Jezusu prositi za pomoč. Je rekla, ja, Gospod, res se strinjam, da nisi prišel k poganom in da jaz nisem žid in da razumem, da imaš prioritete, ampak verjamem, da že drobtinca, ki pade
z Božje mize je zadost, da dobim jaz odgovor na to, kar rabam. Haleluja. In Jezus je rekel, o žena, velika je tvoja vera, naj se zgodi, kakor želiš. In piše, demon je šel iz njene hčere. Sploh ni bila tam zraven. Kakšna moč je v drobtini kruha z Božje mize. Haleluja. In zdaj verjamem, da nas Sveti Duh spodbuja, da spet postanemo pogumni v veri. Kalev. Reč, kalev. Haleluja. In ko piše, da Bogu ni mogoče ugajati drugače, kot po veri. Hebrejci 11. Kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da Bog obstaja in da poplača tiste, ki ga iščejo. Tako da mi bomo poplačani zato, ker dajemo svoj čas zato, da iščemo Boga. Nismo prišli samo na družabni zbor. Mi smo prišli iskati Boga. Haleluja. In imamo plačilo za to. Tako da, in zdaj, kaj je naša vera? Kaj je naša vera, ki jo duh tega sveta tako nasilno spodbija? Ne spodbuja, da bi jo spodbujal. Haleluja. Ja, to je v psalmih, lahko beremo, okusite in glejte, kako dober je Gospod. Blago človeku, ki išče v njem svojega zavetja, oziroma ki se zateka k njemu. Dober je Gospod. V Žalostinkah 3:25 pravi, Gospod je dober tistim, ki upajo vanj, duši, ki ga išče. A to pomeni zdaj, da Bog preverja, če si naredil svojo domačo nalogo in si zadost časa med tednom molil, slavil, bral besedo, iskal Boga in pol bo on dober do tebe. Ne, jaz verjamem, da je treba to razumeti tako, da mi izkušamo Božjo dobroto glede na to, koga ga iščemo v veri. Tako da pipca ni pri Bogu, pipca je pri nas. Mi jo odpremo ali pa zapremo. Bog je dober. Bog izliva svojo dobroto, razodeva svojo milost po Jezusu Kristusu, ampak spodbuja nas, da smo pogumni v veri. Zato, da lahko veliko njegove dobrote okusimo, da smo lahko močna luč v tem svetu. Ker če nimamo močne izkušnje Božje ljubezni, bo naše pričevanje nesigurno. Kaj pa naj povem drugim ljudem? Ja, vsaj to jim povej, da pričakuješ večno življenje, da ne boš nikoli umrl. Haleluja. To je super, ne? Jezus je prišel, da imamo večno življenje in večina ljudi v svetu se boji umreti. Tako da že samo s tem, da podelimo svoje upanje glede večnosti z njimi, jim lahko spremeni življenje, jim lahko da misliti za tedne in mesece. Ker je to šok za večino ljudi. Večina ljudi je sprijaznjena s tem, enkrat bomo umrli. Ampak za nas se pa ne konča s smrtjo. Haleluja. Tako da z vero odpremo svoje srce Bogu, z vero in upanjem. Upanje je svetopisemska definicija trdno pričakovanje Božje dobrote. Zaradi Jezusa Kristusa ne pričakujemo več Božje sodbe. A se strinjate? Pričakujemo Božjo dobroto.
On je vzel nase kazen za naš greh, prekletstvo, bolezni, vse posledice greha. Haleluja. Zdaj lahko sigurno vemo, da je Božja volja, da smo ozdravljeni. Haleluja. In s to sigurnostjo odpiramo vrata Bogu. In zdaj že nekaj časa poslušamo o tem. A se je vzdignil v tebi pričakovanje, da boš danes nekaj sprejel od Boga? Zato, ker nisi prišel iskati ene človeške besede, prišel si iskati živega Boga. Haleluja. Mi včasih vemo, kaj nas ovira, včasih pa ne vemo. Ampak hvala Bogu, da On ve. Sveti Duh ve, kaj nas ovira. Haleluja. Dajmo skupaj moliti. Gospod, jaz ti predajam vse, kar me ovira, da grem naprej v poslušnosti tebi. Haleluja. In pričakujem tvojo dobroto. Amen. Zdaj, eno od stvari, ki jih vidimo pri junakih vere, ki so opisani v Hebrejcih 11, tam, kjer smo slišali, da je Bogu možno biti všeč samo po veri. Ti ljudje, ki so opisani tam, so delali velike in pogumne stvari zaradi svoje vere. Ene so bile kar malo nore. Ne? En tip tam je 100 let gradil ladjo v puščavi. Kdo si ne bi mislil, da je nor. Ne? Ampak on je vedel, da je slišal Boga. In to, ko je slišal Božji glas, je vzdignil vero v njem. In je vedel, moram to narediti, če hočem rešiti svojo družino. Ja, ker Bog je rekel, pride poplava. Torej, dajmo graditi. Haleluja. No, tako da lahko pričakujemo, da ta vera, ki prihaja v naše življenje, ki slišimo Boga, bo povzročila, da bomo delali zelo pogumne stvari za Boga. Ampak ne bojo nore, bojo prinesle dobre sadove. Ja, tako kot je Jezus prinesel luč na ta svet, tako mi prinesemo luč v življenja ljudi. Haleluja. Jaz sem v pričakovanju. Zato gre pri tej novi sezoni. In zanimivo je, Bog dela v ciklih. Lahko vidimo to v Svetem pismu večkrat. In eden od teh ciklov je letni cikl. Zdaj, težko čist razumem, zakaj na ta način, ali je to enostavno, da se Bog prilagodi nam, ampak ravno zdaj Židje praznujejo vstop v novo leto. Židovsko novo leto se začne zdaj enkrat, konec septembra. In ta sezona se konča za Binkošti tam nekje maja s praznikom žetve. Veste, kaj se je zgodilo na Binkošti? Sveti Duh je bil izlit. Zdaj probamo to prestaviti v naš kontekst. Mi pričakujemo manifestacijo Božjega kraljestva. Mi pričakujemo, da nas je, zato ker nas je Bog poklical, nas bo tudi uporabil za svoj namen. Nismo brez veze v cerkvi. Ne, se pravi, je čas priprave in je čas, ko nebesa srečajo zemljo, ko se manifestira to, kar je Bog pripravljal. Haleluja. In zdaj lahko bi rekli, to je religiozno, to so samo človeški prazniki.
Ampak, ne vem, bolj berem staro zavezo, bolj se mi zdi, da nič ni naključje. Bog je tako precizno deloval. Jezus je točno v pravem času prišel. Sveti Duh je točno v pravem času prišel na prvo cerkev. In jaz mislim, da je bilo v prvi cerkvi to pričakovanje mogočnega delovanja Svetega Duha tako živo, da ne samo, da so rekli, saj smo že dubali, ne? Mi smo že bili krščeni v Svetem Duhu in zdaj do konca sveta z Jezusom, haleluja. Ne, jaz imam občutek, da so pričakovali vsake binkošti, najmanj vsake binkošti, da se bo ponovil. Vidimo, da se je zgodil to manifestacija Božje moči, Božjega kraljestva, takrat, ko je eno veliko preganjanje izbruhano poleg cerkve, proti cerkvi. In so se zbrali skupaj v molitvi in so molili popolno Božjo voljo. In piše, da se je prostor stresel in vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom. In so pogumno govorili Božjo besedo. Kaj to pomeni? A pol prvič niso bili napolnjeni s Svetim Duhom. Zdaj, mogoče, da so se od prvič malo spraznili, ne? To je tako človeško pričakovanje, ne? Mi nismo popolni, Bog je popoln. Možno je pa, da pač Bog je ustvaril tako veličasten svet in tako noro veličastno vesolje, ki je ena zvezda večja od druge in že najmanjša zvezda je tako velika, da si sploh ne moramo predstavljati. Ma več in več in več, kar lahko razodane čez svojo cerkev. Haleluja. Tako da, čez pesmi, ki jih pojemo, vidim, da mi vsi to pričakujemo. Saj, če večkrat prihajaš sem, če se že čutiš del krščanskega centra, jaz mislim, da ti to lahko govori, da se strinjaš s tem, da ti pesmi, ki jih pojemo, niso samo ene lepe melodije, ampak da je prav molitev, ki jo Bog posluša. Haleluja. In vidi srca, ki so odprta, ki so lačna, ki so mu na razpolago. Haleluja. Slava Bogu. Ok. Se pravi, zdaj imamo pred sabo novo sezono. In Jezus nas je poklical, da smo njegovi učenci. Ko je Jezus poklical svoje apostole, svoje prve učence, je veliko časa preživel z njimi. Največ z apostoli. Ampak tudi z drugimi učenci je bil precej. Tako da on nas kliče, da preživljamo čas z njim. Tako da to je glavni klic, kakor trenutno razumem te sezone. Naj ti postane čas z Jezusom najbolj pomemben. Ni vedno količina časa, ampak kvaliteta časa je pa vedno pomembna. In če hočemo imeti kvaliteten čas z Jezusom, mi rabimo utišati motnje. Mi ne moramo imeti sendvič v eni roki, pa Biblijo v drugi roki, pa pričakovati, da bomo ful veliko dobili. Mogoče po Božji milosti. In hočem reči, da ene stvari v tem svetu niso niti greh, ampak so motnja. Ja. In a se lahko vidiš po Božji milosti v tej sezoni s poglobljenim odnosom z Jezusom, z globim, boljšim, bolj kvalitetnim časom z njim, mogoče tudi več časa z njim. Hvala. Hvala za to pogumno izpoved vere. Amen. Ja. Dejansko tako funkcioniramo. Ko slišimo besede, mi si predstavljamo sliko. Ne?
Ja, upam, da sem dober na sliku. Okay. Ja, eno od principov, ki jih vidimo glede pogumnih ljudi vere. In eden od teh je bil Jezus, ki je hodil po zemlji. Je, da so naravnali svoje noge, svoj obraz, svoje misli v smer, v katero so morali priti. In Jezus, to piše nekje. Jezus je rekel, mi gremo v Jeruzalem in tam bojo Sina človekovega, to je sebe označeval na ta način, izročili v roke poganom in ga bojo mučili in križali, ampak tretji dan bo vstal. In zdaj zraven tega piše, da je naravnal svoj obraz proti Jeruzalemu. Usmeril se je proti Jeruzalemu. Čeprav je vedel, da ga čakajo bolečine, trpljenje, preganjanje in celo smrt, se je trdno odločil, da bo prišel tja, da se ne bo izmaknil temu. Tako da tukaj je priprava srca, ki včasih zahteva čas. Nekaj je, da slišiš v nedeljo močno sporočilo, se navdušaš in ja, jaz bom to, ampak lahko se zgodi že do naslednje nedelje, da ta vtis čist zbledi. Tako da ta priprava srca, ki se začenja zdaj v vas, v nas, se rabi nadaljevati čez ta teden, čez prihodnji mesec. Mi rabimo ostati usmerjeni na ta cilj. Več kvalitetnega časa z Jezusom, vztrajati z Jezusom, ne glede na karkoli in pričakovati, da On bo dokončal to delo, ki ga je začel in manifestiral Božje kraljestvo med nami v večji meri. Haleluja. In piše v Stari zavezi za ene kralje, da so delali hudo, zato ker niso pripravili svojega srca, da iščejo Gospoda. To je zelo resna misel. Če mi ne pripravimo svojega srca, bomo avtomatsko ali polavtomatsko delali hudo. In razlog je ne zato, ker bi mi to hoteli zavestno, ampak zato, ker večino časa mi živimo avtomatsko. Potem, kako smo navznoter skonfigurirani. In Jezus je rekel to takole, iz srca prihajajo kletvine, hudobije in vse mogoče zlo, kar pomeni, če je človek navznoter poln tega, bo to prej ali slej avtomatsko skoraj prišlo ven. Ne bo rabo niti posebnega napora za to, da naredi slabo. In tako mi obrnemo to na dobro. Če napolniš svoje srce z željo po tem, da izpolniš Božjo voljo, z željo, da delaš dobro, da pomagaš drugim ljudem, če gledaš, da čuvaš ta ogenj, ki ga je Bog sa svojo ljubeznijo prižgal v tebi, bo ob prvi priložnosti to skočil ven, brez da se ti ne vem kaj naprezaš. To se pravi rojevati sad. A smo že videli kdaj kakšno jablano stokati, ki jabolka daje od sebe? Ali pa se zvijati? Ne. Je naravno, je sad, ki ga je Bog obljubil. Jezus je rekel,
če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, obrodite mnogo sadu. In to sadka ostane za večnost. Haleluja. Tako da, evo, zato pripravljamo svoje srce. Zato so nam dragocene te dobre želje, ki jih je Jezus dal v naš srce. Hočeš pomagati komu, pa še ne moreš. Nič hudega, mol. Mol še naprej. Pripravljaj svoje srce še naprej. Mogoče bo Bog uporabil tvoje molitve, da pošlje nekoga drugega, da pomaga. Mogoče bo pripravil tebe in bo šel in naredil to, kar je treba. Haleluja. A je dolgočasen tak življenje z Bogom? Jaz mislim, da ne. Ja, ampak pač lahko pridemo v neko dolgočasje. Je to prava smer? Dolgočasje. Kva ne naredim? Nič se mi ne dogaja. Toliko je dolg čas v cerkvi. V bistvu, komaj sploh pridem do cerkve. Vsake toliko cajta sploh ne morem priti do cerkve. Sveto pismo pravi, priznavajte svoje grehe drug drugemu in molite drug za drugega, da boste ozdravljeni. Zdaj to z dolgočasenost z Bogom se ne sliši glih kakor kakšen velik greh. Sama veste, definicija greha, ena od definicij je zgrešena smer. Se pravi, ti se giblješ v zgrešeno smer. Če sem dolgočasen v svojih hojih z Bogom, se gibam v napačno smer, v najboljšem primeru se nič ne gibam. Ampak lahko se začnem hitro gibati v napačno smer, ker dolgočasje prinese radovednost po drugih stvareh. A je še kaj drugega mogoče na tem svetu razen Jezusa? Mislim, je. Ampak samo v Jezusu je življenje. Pol so ti vse druge stvari navržene na pravo mesto, če imaš Jezusa na prvem mestu. Meni se zdi, da je to najboljši in najbolj enostaven način, kako živeti. Haleluja. Torej, Bog nas spodbuja, da smo pogumni v veri. Tako da, če čutiš ovire v svojem življenju, nekaj, kar te zaustavlja, da greš naprej, pogumno moli in sprejmi odstranitev teh ovir. Sprejmi, da so vrata zapora odprta. Sprejmi, da je greh odstranjen. Sprejmi, da je bolečina ozdravljena. Pogumno rečeš, sprejemam. Oče, sprejemam. Dajmo skupaj. Oče, sprejemam. Sprejemam to, kar imaš ti zame. Sprejemam ozdravljenje, ki ga potrebujem. Sprejemam popolno zdravje. Ti posvečuješ mojega duha, dušo in telo. In jaz sprejemam to zdaj od tebe. In nič manj ne pričakujem kot to, kar sem sprejel od tebe. Da se bo videl že danes in jutri in vsak dan. Hvala ti, Oče. Haleluja. Hvala ti, Oče. Haleluja. Ok. Naslednja pomembna stvar, ki nas jo Jezus uči, ko hodimo z njim, je ponižnost. Malo sem pozabil na čas, tako da ne vem, koliko je še. Ja, se to je problem. Če smo v večnosti, pa aparata večno pridiga. Ja, ok. Ja, Jezus je rekel, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek
In potem nadaljuje, učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. In smo spet pri jagnjetu Božjemu. Tako da to je najpomembnejša stvar, ki se jo lahko učimo od njega. Mogoče rabimo dolg časa, da bomo dojeli, zakaj je to tako, ampak Bog pravi, ponižajte se, da lahko prejmete mojo milost. Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. In vse to, o čemer smo mi zdaj govorili, to super življenje z Jezusom, ta nova sezona in nadnaravne stvari in Božje kraljestvo, vse to je Božja milost. Nezaslužen dar, ne moreš plačati za to, ne moreš biti dosti dober za to. Je samo Božja milost. Kaj on sicer z veseljem da, ampak mi smo pa te, ki pipco odpremo ali pa zapremo. In ta pipca v eno smer je napuh, v drugo smer je ponižnost. Vse, kar je v tem svetu, je poželenje mesa in oči in napuh življenja. In ne moramo pričakovati, da zato, ker smo v cerkvi in sledimo Bogu, bomo kar avtomatsko imuni na te stvari. To nas skuša vsak dan. In ene te stvari nosimo s sabo, ne da bi se tega zavedali. Smo že konfigurirani tako. Avtomatsko delujemo na način. Vidiš človeka druge polti in imaš misel v glavi. A je hudič pršepno? Ne nujno. Lahko je samo stvar, kako je tvoje srce naravnano. Ali pa pač kakšne drugi predsodki pred ljudmi. Kako gledamo, ne vem, te, ki so paralizirani, te, ki so revni, te, ki so bogati. Ne? A gledamo z Božjimi očmi, z Božjim strahom, a gledamo po človeško. In dajemo čast bogatašem, pa ovink okoli reveža. Ali pa čim prej mimo. Ampak vse te stvari nam bo Jezus pomagal, a ne? Smo rekli, da nas bo učil ponižnosti in krotkosti. Tako da verjamem, da je to drugi najpomembnejši del te priprave, ki jo imamo v tej sezoni. Rast v ponižnosti. In imamo izjemno veliko število priložnosti, da rastemo v ponižnosti. Če si poročen, imaš 2-krat več priložnosti za ponižnost. In mislim, tega ne govorim posmehljivo, ker sem več kot 20 let poročen in sem zelo Bogu hvaležen, da sem poročen, ker je veliko neumnosti zaradi tega od mene odpadalo. Ampak sem se imel veliko možnosti za ponižati, ker sem naravno šef. In v zakonu ne moreš biti edini šef, ker to ne deluje. Tako da vedno, ko je nestrinjanje, imaš priložnost za ponižnost. Ali se boš kregel, ali se boš ponižil in ljubil, sprejel brezpogojno. Ponižno rekel nazaj svoje mnenje. Ali pa vsaj prej se nehal prepirati. Namesto, da se 1 uro pregovarjaš, se samo 1 minuto. To je že ponižnost v primerjavi z 1 uro. Ja. In druga velika možnost za ponižnost, ki jo imamo vsi, je cerkev. Toliko različnih ljudi, toliko različnih mišljenj, vedno se najde kaj, ki ti ne paše. Ampak, če ne gledaš to kakor mučenje, kakor nekaj, zakaj se jaz s tem matram,
Ampak vzameš to kot priložnost za ponižnost pred Bogom. Oče, jaz tega ne razumem, ampak jaz se ponižujem pred tabo, naj se tvoja volja zgodi. Naj se tvoj namen izpolni. Haleluja. In več si v cerkvi, več boš imel takih priložnosti. Bolj si ponižen, tako. A ni to super? Tako da ja, jaz spodbujam vse, da več pridete v cerkev. Ampak ne sam poslušati, a ne, ker mislim, pomemben je ta čas, ko skupaj poslušamo, ker Bog ima nekaj zapovedati čez pastorja in ljudi, ki jih pošilja sem. Ni dvoma. Ampak sodelovati skupaj, delati skupaj. A ne, tle nismo samo odjemniki, tle lahko smo in si dobrodošel in smo te veseli. Ampak lahko narediš korak dlje in se ponižaš in postaneš služabnik. Prideš pastorju in vprašaš, kje lahko pomagam. In on ti bo dal spisek. Ja, dolg spisek. Haleluja. Ampak, veš, koliko bolj boš ponižen? To zdaj ni več slabost ali šibkost, kakor je v tem svetu, ampak je kraljevska narava. Pomislite, naš kralj je krotak in iz srca ponižen. Ja. Tako da jaz verjamem, da ta rast v novi sezoni ne bo prišla samo čez poslušanje v cerkvi in molitve, ampak čez aktivno vključenost v služenje. Mogoče ti je Bog že dal kaj za pomagati ljudem zunaj iz cerkve in nimaš časa. Nič hudega, povej to pastorju, bo vesel, pa bo molil zate še specifično glede tega. Ampak če pa lahko kaj časa namenaš za to, da bojo ljudje novi, ki bojo prišli tle, se bolj dobrodošle počutili, pa da bomo imeli stvari bolj urejene, počiščene, da so knjige vedno na spodnji mizi, da je kuhna urejena, da je kakšen prigrizek pijača. Mislim, to se slišijo majhne stvari, ampak ti lahko čez to rasteš v Kristusovem karakterju. Haleluja. Okay. Luka 16, 15. vrstica. Vi sebe opravičujete pred ljudmi, to da Bog pozna vaša srca. Kar je pred ljudmi visoko, je pred Bogom gnusoba. Tako pred Bogom zgleda naš človeški napuh. In napuh je in to, da zviška gledamo na druge ljudi, da se imamo za več od drugih. In tudi to, da sami sebe opravičujemo. Da sami sebe zagovarjamo. To toliko velike energije vzame. Pa čist na kamor te ne pripele. Vedno znova se moraš pumpati s pozitivnimi mislimi in izpovedmi, ki niso Božje izpovedi. Mi smo pravični po veri v Jezusa Kristusa. V njem se ponašamo. On je naš ponos in naša slava. Zakaj bi rabili še sebe s čemarkoli ovešati? Jaz sem to. Čestitam. Kaj pa zdaj? A bo tvoje življenje zaradi tega pokazalo več Boga, prineslo več sadu za večnost? To je vprašanje. Tako da, dajmo se danes, pač kakor si lahko slišal Božjo besedo čez to, trdno nameniti, da bomo rastli, napredovali v osebnem odnosu z Jezusom, da bomo pogumni v veri, da bomo rastli v ponižnosti in specifično, da se ne bomo zagovarjali in opravičevali sami sebe.
ker veliko prepirov pride od tega. In veliko obupa. Ne moramo sami sebe opravičiti. Nemogoče. Zato je Bog moral dati Jezusa. Haleluja. Hvala ti, Jezus. A lahko vstanemo? Smo v cerkvi, je dober moliti, ne? Haleluja. Dajmo malo moliti v novih jezikih, v Svetem Duhu. Če še nimaš novih jezikov, se lahko samo zahvaljuješ Bogu za njegovo dobroto, za vse, kar potrebuješ, da je že priskrbel. Samo zahvaljuj se. Rošertera, rabarertandaro, rabakjartan, desam, bakerteo, gešertando. Šakartora, rabareskerteja, kjaž gertore, rebegerte. Kereborertandeja, kjaž gentora, rabakjartan, desam. Šakandore, rebegjertandeja, kjaž gertando. Kadaro, rabareskantora, rabareskerteja, kjagjartando. Kereborertandeja, kjaž gertora, rabakjarte. Razglašam ozdravljenje zlomljenih src. Razglašam odprta vrata zapora. Svoboda vsakmu jetniku. Haleluja. Jezus Kristus te je v svobodu za svobodo. Haleluja. Nič več sužnosti. Nič več zvezanosti. Haleluja. Božji duh te osvobaja zdaj. Božji duh ti daje olje maziljenja na mesto pepela in žalosti in obupa. Haleluja. Haleluja. Sveti duh ti daje praznovanje na mesto pepela. Haleluja. Sveti duh ti kaže novo prihodnost, kaj umazate. Haleluja. Slava ti Jezus. Slava ti Jezus. Slava ti Jezus Kristus. Haleluja. 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 Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Oče. Sprejemamo v imenu Jezusa. Amen. Amen. Če si zaznal, da se te je Bog dotaknil in verjameš, da moraš še nekaj predati, da rabaš še za kaj specifično moliti skupaj z nekom drugim, lahko pol, ko bomo končali, pride še naprej za molitev. Zdaj pa mislim, da je Gospodova večerja, ne? Tako da... Klemen, okay. Haleluja. Hvala ti, Gospod Jezus. Lahko kar nadaljujemo z molitvijo. Haleluja. Se pridružujemo slavljenju v nebesih. Haleluja, ki kličejo slava jagnjetu Božjemu. Slava Božjemu jagnjetu, ki je bilo žrtvovano za nas. In nas je odkupilo od tega sveta in nas naredilo Bogu za kraljestvo in duhovnike. Haleluja, nam dalo novo prihodnost. Hvala ti, kralj Jezus, slavimo te jagnje Božje. Haleluja, praznujemo zdaj to tvojo zmago na križu. Praznujemo, haleluja, ker se ni končal na križu, ampak si vstal od mrtvih in prihajaš spet po nas. Haleluja, mi razglašamo, da prihajaš spet po nas. Pričakujemo tvoj prihod, Gospod. Haleluja, in halomimo ta kruh in blagoslavljamo ta kruh. Haleluja. Ti dajemo slavo in čast za vsako ozdravljenje, ki ga potrebujemo. Haleluja, ne bomo šli bolani odtle, ne bomo šli zlomljeni odtle. Haleluja, ti si naše ozdravljenje. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus, hvala ti, Jezus. Haleluja, hvala ti za ta sok in to vino, ki predstavlja tvojo kri. Haleluja, mi se zavedamo,
pomembnosti tvoje krvi, da je morala biti tvoja kri prelita, da je bila to toliko velika cena, da nočemo več nič od starega življenja. Ti si nas rešil vsega, kar je bilo v starem življenju. In po tej krvi smo očiščeni in osvobojeni. Haleluja, hvala ti, Gospod Jezus. Hvala ti, Gospod Jezus, hvala ti, Gospod Jezus. Haleluja, hvala ti za tvojo moč. Hvala ti za tvoje delovanje, Gospod. Haleluja, hvala ti, da to ni samo obred. Haleluja, ampak da manifestiraš svojo dobroto, ko se spominjamo tvoje smrti, ko oznanjamo tvojo smrt, dokler ne prideš. Haleluja, zaradi tvoje smrti imamo novo življenje. Haleluja, novo življenje, hvala ti. Haleluja, pridimo in jejmo skupaj. Aha, hvala Klemen. Dober znak. Haleluja. To je the best. Mi imamo tiče na kolenih ljudje. Ni to privilegij, haleluja. Ja. Vse če zamuja par sekund, to nima veze. Ok, jaz bi rad, da gre ta kruh naokol, pa da ga ne zaužiješ tako, ampak da najdeš 3-4 ljudi, da ste skupaj, pa skupaj pol vzente kruh, ok? Tako da zdaj ne vem, kako bi to med vas ta kruh spravili. Mogoče lahko vsak pride naprej po en košča kruha, pa po pijačo, pa nazaj pet tja, pa ko bomo rekli 3-4 zdaj. Glavno, prid po kruh, hvala ti Boštana, ni bil dober mesič. Full power, full res je. Danes je pa res, Bog nas full dvignil in beseda meso postala, haleluja. In zdaj imamo še v kruhu in haleluja. Tako da ja, pridite si iskati, ta svetla je za otroke, to je sok. Ta temna je vino. Lahko si priješ naprej, pa pej tja nazaj, pa ene 3-4 skupaj pol to pojejte, pa molite skupaj, prav? Molite drug za drugega, ker vam Bog da na srce. Hvala za dobroto. Hvala za vso mir.